vse, komur služim radostno, zdaj na svetu tem zvesto, to je Jezus križani. Prisrčno pozdravljeni tudi v tem sobotnem dopoldnevu. Veseli me, da smo lahko znova skupaj in da lahko skupaj proučujemo Sveto pismo. Preden pa ga odpremo, vas vabim k molitvi. Dragi nebeški Oče, hvala ti za Sveto pismo, tvojo besedo, v kateri se nam razodevaš in v kateri nam daješ navodila za naše življenje. Prosimo te voditi naše proučevanje in nam pomagaj, da bi z odprtimi mislimi sprejeli nauke, ki so zapisane v Svetem pismu in skladno z njimi tudi živeli. To te prosimo v imenu Jezusa Kristusa. Amen. Na svet prideš sam in sam tudi odideš z njega. Toda zdi se, da smo najbolj sami med prihodom in odhodom. Te besede Emily Carr natančno opisujejo eno največjih težav sodobne, predvsem zahodne družbe. Osamljenost. Nobena družbena skupina in noben posameznik, ne glede na svoj spol, izobrazbo, materialno stanje ali dosežke, ni varen pred osamljenostjo. V začetku leta 2018 je bila narejena študija, v kateri je bilo razkrito, da je osamljenost za mlade med 18 in 22 letom veliko večja težava kot za starejše od 72 let. Osamljenost pa ne vpliva le na naše duševno počutje, ampak ima močan vpliv tudi na naše telesno zdravje. Povzroča namreč zahrbtno obliko stresa, ta pa povečuje tveganje za srčno-žilna obolenja, visok pritisk, demenco, depresijo, artritis in diabetes. Osamljenost ima na smrtnost enak učinek, kot če bi dnevno pokadili 15 cigaret. Osamljenost je epidemija sodobne zahodne družbe. A kako smo prispeli sem? Osamljenost je simptom rastočega individualizma. Njegov porast pa sovpada s sekularizacijo družbe in z odmikom od svetopisemskih vrednot. Kot človek, posameznik, namesto skupnost, družba, postane središče smisla. Jaz dobi prednost pred mi, pri čemer pa tudi mi naenkrat ni več tesno povezana družbena skupnost, ampak zgolj zbirka posameznikov, podobno neodvisnim in med seboj nepovezanim molekulam v plinu. Tudi pripadnost cerkvi ni zavarovalna polica pred osamljenostjo. Prisluhnemo besedam neke osamljene vernice. Vsak teden sedim v cerkveni klopi, poleg toplega telesa, a ne čutim toplote. Sem verna, a nisem dejavno ljubljena. Skupaj z ljudmi okrog sebe pojem hvalnice, a slišim le svoj glas. Ko se bogoslužje konča, odidem, kakor sem prišla. Željna človeškega dotika in nekoga, ki bi mi povedal, da sem nekomu dragocena. Že nasmeh bi bil dovolj, ali pa gesta, znamenje, da nisem tujka. Vsi hrepenimo po skupnosti. Ustvarjeni smo namreč po podobi trojedinega in s tem večno odnosnega Boga, ki je popolna podoba te skupnosti. Ker imamo njegovo naravo, polnoto življenja doživljamo takrat, ko živimo v odnosu. Ustvarjeni smo za odnos, za skupnost. In sodobna nevrološka znanost temu le pritrjuje. Berem besede Matthewa Liebermana, raziskovalca na področju nevrologije. Z uporabo funkcijske magnetne resonance smo prišli do osupljivih odkritij, kako se človeški možgani odzivajo na družbeni svet. Odkritij, ki prej niso bila mogoča. Ta odkritja vedno znova poudarjajo sklep, da so naši možgani zgrajeni tako, da se povezujejo z drugimi ljudmi. In to je značilnost načrta, ne pa prilagoditve. Za pomoč pri soočanju s težavo osamljenosti si bomo danes ogledali besedilo iz 2. pisma Timoteju 4. poglavja. Apostol Pavel, ki je zapisal besede, ki jih beremo v tem odlomku, je poznal osamljenost. V migetajoči svetlobi sveče v jetniški celici je napisal nekaj, kar nam poleg omenjenega splošnega razloga za osamljenost razkriva okoliščine, ki nas lahko pahnejo v njeno brezno, prav tako pa tudi zdravila zanjo. Poglejmo si najprej 3 razloge za osamljenost, ki jih omenja to svetopisemsko besedilo.
Prvi razlog je soočanje z življenjskimi spremembami. Prisluhnimo Pavlovi omembi spremembe, ki je bila pred njim. Beremo v 2. Timoteju, 4. poglavju od 6. do 8. vrstice. 2. Timoteju 4, 6 do 8. Jaz se namreč že izlivam kot pitna daritev in napočil je trenutek mojega odhoda. Dober boj sem izbojeval, tek dokončal, vero ohranil. Odslej je zame pripravljen venec pravičnosti, ki mi ga bo dal tisti dan Gospod pravični sodnik. Pa ne le meni, marveč vsem, ki ljubijo njegov prihod. V izbruhu jeze je neki kralj svojega najbolj zvestega služabnika obsodil na smrt. Kasneje mu je postalo žal, saj je služabnik bil najboljši med vsemi, kar jih je imel. Da bi vse skupaj malo omilil, je služabniku rekel: dovolil ti bom, da si izbereš, kako boš umrl. Pošteno, mu je odvrnil služabnik, izbiram si smrt zaradi starosti. Razmišljati o lastni smrtnosti in minljivosti nikoli ni prijetno. Čeprav je bil apostol Pavel v trenutku, ko je napisal besede, ki smo jih prebrali že precej v letih, in čeprav je živel polno življenje, mu zaradi tega razmišljati o smrti in lastni minljivosti ni bilo nič lažje. Počutil se je osamljenega. Na nek način se je moral soočiti s končno spremembo v življenju vsakega človeka, s prehodom iz življenja v smrt. In prav v času te in tudi drugih življenjskih sprememb smo posebej dovzetni za osamljenost, saj vsaka sprememba globoko zareže v tkanino prijateljstev in odnosov in zaradi tega omahujemo, ko gre za sklepanje novih prijateljstev in novih odnosov. Drugič, osamljenost se pojavi v trenutkih, ko smo ločeni od ljudi, s katerimi sicer delimo življenje. In okoliščine, v katerih so izolacija, samoizolacija in karantena tako pogoste besede, kot so danes, so prepolne takšnih trenutkov. Prisluhnimo Pavlovim besedam v 9. in 10. vrstici. Potrudi se in čim prej pridi k meni. Dema me je namreč zapustil, ker je vzljubil ta svet. Odpotoval je v Tesaloniko, Kreskens v Galatijo in Tit v Dalmacijo. Dema je bil Pavlov sodelavec, ki se omenja v pismu Kološanom in Filemonu. Nekateri komentatorji menijo, da je bil Kreskens eden od 70 Jezusovih učencev. Tit je bil Pavlov tesen prijatelj. Pravzaprav obstaja velika verjetnost, da je apostol tega nekdanjega vernika poganstva pripeljal k Kristusu. Pavel je bil ločen od vseh svojih prijateljev, razen od Luka, ki ga omenja v 11. vrstici. Bil je tako osamljen, da si je zaželel celo družbe Marka, ki je, kot vemo, Pavla zapustil v Pamfiliji, zaradi česar je tudi prišlo do spora med njim in Barnabo. Če ste bili kdaj ločeni od ljudi, ki jih imate radi, potem veste, da to ni prijetno. Prav nasprotno, povedano z 2 besedama, v takšnih trenutkih se počutite zelo osamljeno. In kot tretje, osamljenost se pojavlja v trenutkih, ko doživljamo nasprotovanje. Pavel je tega doživljal več kot dovolj. Poglejmo si besedilo od 14. do 16. vrstice. Kovač Aleksander mi je prizadel veliko hudega, Gospod mu bo povrnil po njegovih delih. Tega se tudi ti varuj, ker zelo nasprotuje našim naukom. Ko sem se namreč prvič zagovarjal, mi ni nihče stal ob strani. Vsi so me zapustili. Naj se jim to ne šteje v zlo. Nasprotovanje spodbuja osamljenost, bolj kot večina drugih okoliščin. Pa naj gre za dejansko nasprotovanje ljudi ali pa okoliščine, ki so nam izrecno nenaklonjene in ko imamo občutek, da se je vse obrnilo proti nam. V trenutkih, ko smo osamljeni, se močno poveča tveganje za samouničevalno vedenje. Številni ljudje se takrat zatečejo k mamilom, alkoholu ali spolnosti, da bi na nek način ublažili čustveno bolečino osamljenosti. Toda v besedilu, ki je danes pred nami, najdemo bolj zdrav pristop k soočanju s to težavo. Kako se lahko torej spopademo z osamljenostjo? Prvi predlog, ki nam ga daje apostol Pavel, je, da se zavemo svojih potreb in poskrbimo zanje. Zapazimo Pavlovo navodilo v 13. vrstici.
Ko prideš, mi prinesi popotni plašč, ki sem ga pustil v Troadi pri Karpu, in knjige, zlasti pergamente. Če bi kdo imel pravico smiliti se samemu sebi, potem bi to zagotovo bil apostol Pavel. Lahko bi tarnal: Bog, med pridiganjem tvojega sporočila sem si izrabil glasilke, v zahvalo pa sem dobil to temačno in podgam polno ječo, v kateri čakam, da mi bodo odsekali glavo. Toda namesto tega je Pavel bil pozoren na svoje telesne potrebe. Prinesi mi plašč, je rekel. Zakaj? Ker ga je zeblo. Ker ga je zeblo, je moral poskrbeti za svojo potrebo. Velikokrat zanemarjanje naših telesnih potreb le še poveča našo osamljenost. Zelo enostavno je poskušati utišati svojo bolečino z uživanjem nezdrave hrane, prekomernim gledanjem televizije ali neprestano zaposlenostjo. Toda vse to slabi naše telo, hrani pa osamljenost. Zapazimo, da Pavel prav tako ne zanemarja svojega umskega stanja. To mu pomaga, da se ne smili samemu sebi. Timoteja je zaprosil za knjige, papirusove zvitke, da bo lahko bral in ostal umsko bister. Morda bi kdo pomislil, le kaj mu bodo knjige v luči grozeče smrti. Toda njegov odgovor bi morda bil: vem, da bom umrl, a ne želim umreti kot nerazgledan teleban. Prinesite mi dobre knjige, da jih bom bral. Pavel je prav tako poskrbel tudi za svoje duhovne potrebe. Timoteja je prosil tudi za pergamente, to je zvitke narejene iz živalskih kož. Komentatorji menijo, da je Pavel s tem zaprosil za Septuaginto, prevod Stare zaveze v grški jezik, ali pa celo morda za zgodnje zapise evangelijev. Njegovo hrepenenje po duhovni rasti je bilo živo do konca njegovega življenja. Če ste torej osamljeni, se lahko zgledujete po Pavlu in si zastavite nekaj praktičnih vprašanj. Ali skrbim za svoje telesne potrebe? Jem zdravo hrano? Dovolj spim, telovadim? Ali pazim na svoje misli? Ali spodbujam svoj z branjem dobrih knjig? Ali pa uspavam svoj razum z neskočnim buljenjem v različne zaslone? Ali preživljam čas z Božjo besedo? Ti telesni, umski in duhovni dejavniki so zelo pomembni pri obvladovanju osamljenosti. Drugi predlog, ki nam ga daje Pavel za soočanje z osamljenostjo, je preusmeritev pozornosti s težav. Zapazimo, kako je to naredil v besedilu, ki smo ga že brali, od 14. do 16. vrstice. Kovač Aleksander mi je prizadel veliko hudega, Gospod mu bo povrnil po njegovih delih. Ko sem se prvič zagovarjal, mi ni nihče stal ob strani. Vsi so me zapustili. Naj se jim to ne šteje v zlo. Zanimivo je, ko beremo te besede, da vidimo apostola, ki se ne ukvarja s krivico, je ne premleva. Namesto tega vse prepušča Bogu. Če se ukvarjamo z neprijetnimi okoliščinami, v katerih smo se znašli, ali z nasprotovanjem, ki ga doživljamo, s tem samo hranimo svojo osamljenost in se še bolj izoliramo od drugih ljudi. Pristni odnosi najbolj cvetijo v okolju milosti. Če se osredotočamo na trenutke, ko nam je bila storjena krivica, ali pa ko smo se znašli v negativnih okoliščinah, pravzaprav častimo svoje težave, namesto da bi častili Boga in se povezovali z drugimi ljudmi. Zadnji predlog, ki ga daje apostol za soočanje z osamljenostjo, je poudarjanje Božje navzočnosti. V ekstremni osamljenosti lahko apostol Pavel izreče besede, ki jih imamo zapisane v 17. vrstici. K meni pa je stopil Gospod in mi dal moč, da sem oznanjevanje dopolnil in da so ga slišali vsi pogani. In tako sem bil rešen. Ne glede na to, kako osamljene se počutimo, nikdar nismo izven dosega Božjega objema. Poglejmo si dve Božji obljubi, ki nam to zagotavljata. Prva je zapisana v knjigi preroka Izaija v 43. poglavju, kjer beremo od 1. pa do 3. vrstice. Izaija 43. poglavje od 1. do 3. vrstice. Zdaj pa tako govori Gospod, tvoj stvarnik, o Jakob, tvoj upodabljavec, o Izrael.
Nikar se ne boj, saj sem te odkupil. Poklical sem te po imenu, moj si. Ko pojdeš čez vodo, bom s teboj, ko čez reke te ne poplavijo, ko pojdeš skozi ogenj, ne zgoriš in plamen te ne bo žgal. Saj sem jaz, Gospod, tvoj Bog. Druga obljuba pa so Jezusove besede zapisane v Evangeliju po Mateju 28. poglavju v 20. vrstici. Zadnje besede Evangelija po Mateju. Matej 28, 20. Jaz sem z vami vse dni do konca sveta. Minnie Louise Hastings, mlada predana misionarka, je leta 1908, ko je delovala v zelo težkih okoliščinah, zapisala besede, ki so navdihnile mnoge. Človeku, ki je stal ob vratih, sem rekla, daj mi luč, da bom varno stopila v neznano. Odgovoril je, pojdi v temo in položi svojo roko v Božjo roko. To bo boljše kot luč in varnejše kot znana pot. Morda se v tem trenutku borite z osamljenostjo, ki je posledica zavedanja lastne minljivosti ali ogroženosti z boleznijo. Toda, kot apostol Pavel, lahko tudi vi rečete, Bog je z menoj, Gospod mi stoji ob strani in mi daje moč. Morda ste v katerem od prehodnih obdobij svojega življenja, pa ne veste, kje boste živeli ali kaj boste delali v prihodnosti. Ne pozabite, niste sami. Morda ste ločeni od svoje primarne skupnosti in ste osamljeni zaradi tega. Morda pa ste obdani stotinami ljudi, pa ste kljub temu osamljeni, ker vaše sorodne duše ni ob vas. Prijatelj, nisi sam. Morda ste deležni nasprotovanja, morda vas Satan napada z dvomom in zasipa s težavami. Toda ne pozabite, niste sami. Gospod vam stoji ob strani in vam želi dati moč. On pozna osamljenost, razume vašo osamljenost, ker jo je tudi sam doživel. Zato ne obupajte, ampak prisluhnite njegovim besedam, njegovemu zagotovilu. V Jozuetu, v 1. poglavju, v 5. vrstici nam zagotavlja, ne bom te pozabil, ne bom te zapustil. In v Hebrejcem 13. poglavju, 5. in 6. vrstici dodaja, nikakor te ne bom pustil samega, nikakor te ne bom zapustil. Zato smo lahko pogumni in govorimo, Gospod je moj pomočnik, ne bom se bal. Naj bodo te besede naša opora, naša tolažba in naša moč, tudi v trenutkih, ko se počutimo osamljene. Amen. Dragi naš nebeški Oče, hvala ti za sporočilo, ki nam ga daješ v svoji besedi. Za sporočilo, da ni okoliščin, ki bi nas lahko ločile od tebe. Da kjerkoli se nahajamo, bodi si fizično ali v kateremkoli obdobju našega življenja smo, ali ne glede na to, kako se počutimo v svoji notranjosti, si ti vedno ob nas. Hvala ti za zagotovilo, ki nam daješ, da boš vedno ostal ob nas. Naj bodo te besede in ta zagotovila vir naše moči in tudi spodbuda, da ljudi, ki čutijo podobno kot mi, ali pa ljudi, ki so osamljeni in gredo skozi težavne preizkušnje v svojem življenju, usmerimo na te, da si vedno z njimi. Pomagaj pa nam tudi, da bi svojo navzočnostjo bili mi predstavniki tvoje navzočnosti v njihovem življenju. Amen.